Hvala lepa. Živjo. Gospa Dragica, zdaj pa mene zanima, kakšni so občutki. Prečudoviti. Res tako presenečenje, da večjega me nisem mogla pripraviti. Ne morem, ne da se opisati. Kako je uspelo presenečiti? Ja, ful dobro. Sem najprej mislila, da babi nič ne bo govorila, ker bodo prišli do nje, ampak pol je začela vse govoriti in celo zgodbo sama povedala, tako da Vid pa Peter nista rabila nič iz nje vleč, tako da to je bilo ful dobro. In sem jo videla, ker je bila že gor in je kar joga, mislim, že lepo v solzah je bila. Ja, ful dobro. Mislim, da je ful uspelo, da sem še jaz ganjena in sem prepričana, da je mami pa še toliko bolj ganjena, kot jaz. To sta pa Primož pa Medija od gospe Zdravljene, Vranci. Da bi bili neki silni občutki, se mi dosti ne spomnim, kaj je bilo. Zato bi jaz njo vprašal, kakšni so bili naši takrat skupni dogodki in jo bom pol vprašal. Belke ne imamo samo stare slike, a vemo, da je pri nas živela, da bi se pa kaj več spomnil. Jaz sem bil glih 4 leta star, kaj je šla svoje. Čutki, ja, fenomenalno takole za tako željo izpolniti. Meni itak ni bilo težko prijeti, tako da ful vredno. Starši, ja, ful fajn, pa so že neki cajte nazaj mislili, povabiti Dragico, ampak žal do tega ni prišlo, tako da evo, je prišla takole želja na Vid in Pera šov in še lepš, ne. In sem tudi vesela, da sem se spet videla, ker sem jo kar malo pogrešala, moram reči. Teta Dragi fulcinam, ker mi je pomagala, ker sem bil pač res v stiski, kar se tiče zdravljenja. Sva z najnimi sprehodi, sva pač res nekako ful pomagali v tem. Tako da najlepša hvala, Teta Dragi. Enkrat. Z veseljem. Tako da jaz res vodajo spremljam. Redno, ostanta takšna še naprej, kakšna stanje. Nekaj, ki gre se vse doma. Spuste ga že vode, spuste ga. Tako da hvala še enkrat. To je ta pristna sreča, ki jo hočemo in jo imamo. Vsem ustvarjalcem tega šova se najprej zahvaljujem in sporočam to, da naj to delajo še naprej, ker to so res taka ful dobra dela in ful usrečujejo ljudi in pač, da je to the best in top in ful dobro.